Lepo pozdravljeni na našem drugem mesečnem predavanju v tem letu. Tokrat smo za predavatelja povabili dr. Ivana Smiljaniča z Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani. Kot član programske skupine Ekonomska, socialna in okoljska zgodovina Slovenije, ki jo vodi dr. Lazarevič, se dr. Smiljanič ukvarja z gospodarsko zgodovino, ob tem pa posega tudi na področje družbene in kulturne zgodovine. Že med študijem je začel raziskovati spominska obeležja, najprej v domačem Kranju. Kljub razmeroma mladim letom uživa ugled izvirnega ter resnega in hkrati duhovitega zgodovinarja. Poleg objav o javnih spomenikih v kontekstu kolektivnega spominjanja so zelo zanimivi njegovi izsledki o stečajih na Slovenskem v desetletjih pred začetkom druge svetovne vojne. Prav o tej temi, s katere je tudi doktoriral, nam bo spregovoril danes. In sicer z vidika sodnih spisov, ki jih hranimo v arhivu. Preden pa mu prisluhnimo, naj omenim, da je leta 2020 skupaj z očetom Zoranom izdal strip z naslovom Črni plamen v spomin na 100-letnico požiga Narodnega doma v Trstu. Izvolite, dr. Smiljanič, beseda vaša. Hvala lepa, hvala za prijazen uvod. Hvala tudi vsem obiskovalcem in hvala arhivu za povabilo za tole predavanje. Torej, ja, stečaj, to je tema, iz katere sem doktoriral pred skoraj 2 letoma, tema, ki me je spremljala 4 leta, ko sem bil mladi raziskovalec na inštitutu. In tema, o kateri, ko sem začel raziskovati, nisem vedel skoraj ničesar. Tako da je vse, kar sem naštudiral v teh 4 letih, bilo tako rekoč iz ničle. In zdaj tukaj bom poskusil prikazati nek tak splošen pregled, torej malce bo tale predstavitev na nek način tudi povzetek te moje dizertacije. Bom se pa seveda poskusil tudi fokusirati na dokumentacijo, ki jo hrani arhiv, v katerem se trenutno nahajamo. Zdaj najprej, da razrešimo vprašanje definicije, o čem bom torej govoril, kaj je stečaj ali tudi, kot ga poznamo, bankrot. In po neki splošni definiciji, ki se pojavlja v leksikonih, je to pravni postopek, v katerem se premoženje bodisi posameznika ali neke gospodarske enote, ki je prekomerno zadolžen, uporabi za vsaj delno poplačilo upnikov. To je neka osnovna definicija in tudi sam stečaj obstaja, kot bom tudi pokazal, že stoletja, že tisočletja, praktično vsaki ureditvi, v kateri se je možno zadolžiti, je tudi stečaj v takšni ali drugačni obliki že obstajal in je zato seveda zelo prisoten tudi v našem kolektivnem spominu in na splošno se zavedamo, da je to pač kazen, ki lahko doleti vsakega posameznika, ki naredi takšno ali drugačno napako na nekem prostem trgu. Je pa tudi resno, ko sem pisal to dizertacijo, pa sem se pogovarjal z ljudmi in jim povedal, katero temo raziskujem, je bil marsikdo presenečen, ker nikoli ni pomislil, da so stečaji sploh obstajali na Slovenskem pred 90 leti. Ampak seveda so, torej prejšnje družbene ureditve so vključevale, so pač bile temeljile na kapitalističnem trgu in kjer je kapitalizem, je tudi stečaj. Oziroma, kot je nek ameriški ekonomist rekel, da tako kot ni krščanstva brez pekla, tudi ni kapitalizma brez stečaja. No in v bistvu, kako je močno prisoten stečaj bil v preteklosti, kažejo že tili izrazi, ki sem jih tukaj naštel, torej koliko izrazov ima v bistvu slovenščina za opis tega, da nekdo izgubi ves denar, da bankrotira, torej da pride na kant, pride na klič, kar je tudi en zastarel, že pozabljen izraz, pa to, da je nekdo na bobnu. Pa so pa še ti arhaični izrazi za sam stečaj, torej krida, krah in konkurs. Torej, ko sem začel pisati dizertacijo, je to bil
prvi pomembni nauk, torej da v tem času, ki sem ga jaz raziskoval, Slovenci niso govorili o stečajih ali bankrotih, ampak je bil to zanje konkurs, kar je neposredno iz nemščine prevzeta beseda in v bistvu pomeni pa točno to kot tudi stečaj, torej stekati se na enem mestu, torej upniki se stečejo na enem kraju, da se odločijo o usodi dolžnika. Medtem ko bankrot, to je pa bolj izraz, ki pride iz zahodne Evrope. To gotovo ste že slišali to interpretacijo, da pride iz bankarota, iz italijanščine in naj bi pomenil polomljeno klop, torej tisti srednjeveški italijanski trgovci, ki so imeli svoje stojnice preproste in niso mogli več izplačevati denarja svojim odjemalcem, naj bi jim potem razbili to klop in je potem to bankarota. Ampak to večina literature se strinja, da je to taka ljudska etimologija, pa da v bistvu bankarota pomeni preprosto razbita banka, torej ni zares govora o klopeh in podobno, ampak je pa pač taka simpatična zgodbica, ki se je dolga leta pojavljala v literaturi, ampak jo je vseeno treba problematizirati. Zdaj, da se še na kratko sprehodimo, torej najprej stečaj v teoriji. In stečaj v teoriji pomeni torej zakonodaja. In kot rečeno, v vsaki družbi, kjer lahko postaneš zadolžen, prezadolžen, je mogoče končati v takšnem ali drugačni obliki stečaja. Tako da neke prve oblike lahko jim sledimo že od malo da ne prazgodovine oziroma vsaj od antike. Že ta starorimski zakonik 12 plošč, ki je eden od temeljev rimskega prava, že omenja ta problem in tudi zelo ostro kaznuje vse morebitne kršitelje. In govorimo res o fizični kazni in prodaji v suženjstvo in celo o usmrtitvi, torej o smrtni kazni. In če je bilo pa upnikov več, pa govorimo celo o razčetverjanju oziroma razkosanju telesa dolžnika med upnike. Zdaj, a se je to res izvajalo? To marsikateri pravni zgodovinar pravi, da je zakon bil precej ostrejši, kot je bila v resnici praksa. Je pa težko zanesljivo tukaj vedeti. No, in potem razvoj šel naprej, pa zdaj, da ne bomo predolgi. Vsekakor je treba posebej poudariti tam pozni srednji vek, 13-14 stoletje, ko so trgovska mesta v severni Italiji predvsem začela razvijati specializirano stečajno zakonodajo, ki je bila še vedno precej stroga. In čeprav so to zakonodajo pisali trgovci, so vseeno bili zelo strogi do svojih ljudi. In tukaj je sicer ta telesna kazen do takrat že odpadla, ampak je pa bilo še vedno zaporna kazen je bila ustaljena, pa tudi razne sramotilni pristopi, torej da so ljudje mogli menda goli teči po trgih in razglašati urbi et orbi, da razglašajo stečaj. Skratka, prezadolženost so jemali zelo resno. In dolga leta, dolga stoletja je bilo samoumevno, da stečajna zakonodaja služi temu, da se kaznuje tisti, ki je zadolžen in da se zaščiti dolžnika, oziroma da se zaščiti upnika. To je bil tak motiv, ki se je ponavljal neprestano, ker karkoli drugega je bilo za nekega povprečnega Evropejca nesmiselno. Torej, tisti, ki je šel dolg, tam mora biti ostro kaznovan. To je bil modus operandi in zato lahko tale moto dobro ilustrira zgodovino evropske stečajne zakonodaje vse do 19. stoletja, torej Faulitus ergo fraudator, to je en italijanski pravnik iz srednjega veka. Torej, tisti, ki je zadolžen, ta je goljuf. Je preprost enačaj, torej
tisti, ki je tako ali drugače se zadolžil, je evropska stečajna zakonodaja tako rekoč ga enači, da je potem že ni bil kaj prida, da je najpogosteje goljuf, če pa smo zelo radodarni, pa lahko rečemo, da je vse nesposobnež, ampak v vsakem primeru pa si zasluži težko in ostro kazen. No in da je to zakonodaja presegla, je trajalo spet precej časa. Torej, šele v 19. stoletju pridemo počasi do nadaljnje omilitve. Torej, v 19. stoletju začnejo razmišljati, da so tudi zaporne kazni morda nekoliko preostre za prezadolžence, razen seveda za goljufe. In preidemo končno na zgolj materialno kazen. Torej, tisti, ki je prezadolžen, ta izgubi svoje premoženje in se ustavimo pri tem. So pa seveda tudi razlike med razvoji znotraj posameznih evropskih držav. Najbolj je vidna ta razlika med Veliko Britanijo in s tem tudi v Združenih državah in pa evropski kontinentalni pristop. Namreč Velika Britanija je že precej zgodaj začela z omilitvijo vseh teh kazni in je potem tudi Amerika temu sledila, medtem ko Evropa je potrebovala več časa, da je to nekako sprejela in da se je ta stigma zmanjšala. In torej, bolj ko se bližamo sedanjosti, manj je te stigme, ki je spremljala zadolžence, in bolj mile so kazni, ki iz njih izhajajo. Vseeno pa ne moremo še danes govoriti o tem, da bi ta stigma bila povsem izbrisana, ampak kazen pa se vsekakor omilila. No in zdaj pa, da se še sprehodimo skozi zgodovino zakonodaje za naš prostor, od Avstro-Ogrske naprej. Zdaj že v jožefinskem času je bil ta sodni red sprejet, torej 1781, v katerem je eno od poglavij bilo posvečeno stečajnemu postopku, kar je mogoče ne najzgodnejši, tudi pišejo avtorji o nekaterih zgodnejših posameznih ediktih, ampak prvi, da je pa tak na področju Habsburške monarhije, da je pa poskusil natančno definirati, kakšen mora biti potek stečajnega postopka. Je pa ta zakon bil seveda še precej elementaren, preprost in tudi ni izpolnjeval želja predvsem upnikov, ker prezadolžencev pač nihče ni veliko spraševal o mnenju. In potem kmalu po nastanku Avstro-Ogrske je Franc Jožef sprejel na božič 1868 nov stečajni zakon, Die Konkursordnung, ki ga vidite tukaj na fotografiji, ki je pa nastal po večletnih posvetovanjih med raznimi strokovnjaki in pravnimi profesorji in teoretiki in praktiki prava. In ta zakon je na splošno veljal za uspešnega in tudi po Evropi so ga precej kopirali, prepisovali, sledili njegovim rešitvam. So se pa seveda tudi pojavljale kritike, torej da nekaterih ključnih vprašanj pa tudi ta zakon še vedno ni dobro rešil, s poudarkom na tem, da po njegovih določbah, da je stečajni postopek trajal precej dolgo. In to je pomenilo, da se odžira denar, ki se nabere v stečajni masi, torej samo za stroške postopka. In s tem seveda se tudi zmanjša količina denarja, ki jo dobijo upniki. In to so potem bile dolgoletne pritožbe, so številna poročila in prošnje in dokumenti romali na dunajska ministrstva s prošnjo za spremembo in posodobitev. No in potem šele tako rekoč na pragu razpada države, decembra 1914 je bil sprejet novi odlok, oziroma paket zakonov, ki je vključeval tudi nov stečajni zakon, ki je bil dokaj podoben temu iz leta 1868, pri čemer so pa vseeno upoštevali tudi nekatere pomembne novosti in bistvena je bila ta, da je bila določena višina, torej
vrednost stečajne mase, ki je bila dokaj majhna, in to je pa potem zelo poenostavilo postopek. Torej, bilo je dovoljeno, če je masa, mislim, da manjša od 5000 avstrijskih kron, da stečajni postopek steče po nekem poenostavljenem režimu, tako da se lahko hitro konča in da ni treba stroškov za razne izdatke in upraviteljevo nagrado in tako dalje. In tako da to je bilo toplo sprejeto, je pa seveda potem država propadla, ne, čez 4 leta. Vseeno pa to še ni bil konec tega zakona. Namreč potem, ko pridemo do medvojnega časa, do kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, se srečamo s to situacijo, da država v bistvu ni uredila ne problema stečajev, ne marsikaterega drugega pravnega vprašanja, takoj ali pa kmalu po zedinjenju leta 1918, ampak je namesto tega celotno obdobje kraljevine SHS je zaznamoval pravni partikularizem. In kaj to pomeni v praksi? To pomeni, da so enostavno podaljšali veljavnost zakonov, ki so na nekem področju veljali pred letom 1918, tudi onkraj leta 1918. In to je v praksi pomenilo, da so imeli v kraljevini 5 stečajnih zakonov istočasno, oziroma 5 ureditev. In en je bil torej avstrijski zakon, ki je veljal za slovenski prostor pa še Dalmacijo. Hrvaška je imela madžarski stečajni zakon, Vojvodina tudi ena izpeljanka madžarskega zakona, Bosna spet nekaj tretjega sprejetega po aneksiji, in pa Srbija tudi svojo stečajno zakonodajo, ki je bila sprejeta še za časa Obrenovićev sredi 19. stoletja. Medtem ko Črna Gora pa kot kraljevina pred vojno sploh ni poznala stečajev. In to mi ni čist jasno, to se nisem prišel na jasno, pa bi rad zvedel, ampak da očitno se v Črni Gori ni dalo priti v stečaj, ker enostavno pravo kraljevine Črne Gore ni priznavalo stečajev. Tako da tukaj mi manjka, pa si želim vedeti, ampak nisem še naletel na podatek, kako so to reševali. No, in v Beogradu so se malce bali, kako bi se približali ti poenotenju stečajne zakonodaje po celi državi, tako da so se najprej lotili prisilne poravnave. Torej, prisilna poravnava je, poenostavljam, pa kakšen pravnik mi bo ugovarjal, da marsikaj pretirano, ampak prisilna poravnava je podoben postopek kot stečaj, ampak ne pomeni pa popolnega gospodarskega uničenja. Torej, po stečaju seveda lastnik neke trgovine ni več lastnik, torej trgovine ni več, je razdana, ukinjena. Prisilna poravnava pa pomeni, da se dolžnik usede z upniki in se izpogajajo, da bojo upniki dobili takšno pa takšno kvoto, torej takšen in takšen delež terjatev. In potem, ko je to izplačano, lahko trgovec nadaljuje z delovanjem. Tako da, če se je le dalo, so seveda vsi bežali v to prisilno poravnavo in leta 1922 je za celotno Jugoslavijo bila sprejeta enotna zakonodaja glede prisilne poravnave, ampak kot je bilo že v Avstro-Ogrski tradicionalno, so se začeli pritoževati upniki in pravniki in trgovci, da je veliko stvari narobe, da se ne spuščamo pregloboko. No, in salomonska rešitev Beograda je bila potem, da so leta 1925 lepo ukinili možnost prisilne poravnave. In to je pa potem pomenilo, da tudi, če stanje ni bilo tako strašno za dolžnike, je to avtomatsko pomenilo stečaj zanje in je potem tudi silno naraslo število stečajev, kar pa spet ni bilo v redu in je potem nov krog pritožb, ki so potovali v Beograd. In potem je pa vendarle po uvedbi šestjanuarske diktature pa prišlo do sprejetja enotnega stečajnega zakona, torej proti koncu novembra 1929 je kralj Aleksander podpisal, da se sprejema enotna zakonodaja. In ta zakonodaja pa v bistvu bila zelo podobna tej, ki se je ponovno zgledovala po avstrijskih zgledih, temu omenjenih zakonih iz 1868 in 1914, tako da za slovenski prostor se v bistvu ni spremenilo
prav veliko. In potem so tudi pravniki izdali razne komentarje in tukaj je eden na fotografiji od hrvaškega odvetnika Iva Politeja, ki je tudi sam po sebi zanimiva osebnost, ki mislim, da je bil vedno branilec tistih oseb, ki so bili sovražni državi, tako da v Kraljevini je branil tega Alija Ali Agića, ki je ubil ministra za notranje zadeve, in pa Tita na bombaškem procesu, potem po drugi svetovni vojni pa branil Stepinca na procesu, tako da zanimiv možakar. No in torej, ko je bil nov zakon sprejet leta 1929, je to pomenilo po dolgih letih, po 11 letih tega partikularizma, neko rešitev, s katero so bili sprva vsi dokaj zadovoljni, potem pa so se seveda ponovno nekatere pritožbe, komentarji pojavljali, da še to ni v redu, da omogoča zakon, da je še vedno veliko goljufov in tako dalje, ampak se na ministrstvih niso več ozirali na to, tako da ta zakon ostane do razpada Jugoslavije in potem je formalno ukinjen šele v socialistični Jugoslaviji leta 1946. No, zdaj pa preidimo na stečaj v praksi. In tukaj se zdaj malce bolj fokusiramo na dokumentacijo iz Arhiva Republike Slovenije. Zdaj, če poskusimo neko statistiko zadeve predstaviti, to se zdi kot preprosta naloga. Sem s tem prepričanjem šel v to, da nedvomno že obstajajo neki uradni popisi, dokumenti, ki pač jasno predstavljajo, koliko je bilo stečajev na Kranjskem, na Spodnjem Štajerskem, v Dravski Banovini, pač kjerkoli. Ampak potem se je izkazalo kot prvo, da sta tako Avstro-Ogrska kot tudi Kraljevina SHS precej pozno začeli uradno zbirati to neko uradno statistiko stečajev. Torej pri Avstro-Ogrski imamo 20-letno luknjo, pri Kraljevini SHS in Jugoslaviji pa 10-letno. In potem pa je bilo vse odvisno od nekih zasebnih interesentov, ki so zbirali te podatke. In potem pa pridemo do tega, da se te številke nikoli ne ujemajo. Vsak je preštel neko svoje število, koliko je bilo stečajev v Dravski Banovini v nekem letu, ker so pač vsak je zbiral iz nekih svojih virov in je potem nastal kaos. In je praktično nobena številka se mi nikoli ni ujemala. Katerikoli popis sem vzel v roke, je vedno ali za 2, ali za 5, ali za 10, ali za 20 število ni ujelo. Tako da zdaj to, kar tukaj predstavljam, je moj poskus izračuna, to, kar sem jaz po svoje pri najboljši volji uspel preračunati in zbrati iz vseh možnih koncev in krajev in arhivov in časopisja. In sem prišel torej do teh izsledkov, kot vidite, da je bilo na Kranjskem v teh 50 letih od uvedbe stečajnega zakona do razpada monarhije 676 stečajev, na Spodnjem Štajerskem v istem času 646, medtem ko pa v slovenskem delu Kraljevine SHS pa blizu 1000, torej v medvojni dobi. In torej se vidi, da je precej krajše obdobje to medvojno, kot pa tole 50-letno obdobje Kranjske in Spodnje Štajerske, pa je precej več stečajev. Tako da, če preračunamo, vidimo, da je na Kranjskem in Spodnjem Štajerskem bilo v povprečju letno 13 stečajev, med vojnama pa mislim, da smo potem na 43, če se prav spomnim. In to so nenehno opozarjali in kritizirali, da je to problematično, da tako raste število stečajev, ampak je pa seveda to po drugi strani tudi odraz gospodarskega razvoja, ki ga je slovenski prostor doživel v medvojnem času. Torej, kjer je več obratov, trgovin, tovarn in tako dalje, tam je tudi več stečajev. Na to arhivsko gradivo, ki obstaja, sicer je zajetno in sem ga dolge mesece pregledoval, ampak je pa istočasno tudi precej pomanjkljivo. Torej, Arhiv Republike Slovenije hrani te dokumente v 133 arhivskih škatlah, ki sem jih
vse odprl in bi si postaviti vsak papir v njih imel v rokah. In v teh škatlah je gradivo za 331 stečajnih postopkov, ki so potekali pred ljubljanskim najprej deželnim, potem okrožnim sodiščem med letoma 1900 in 1940. Torej, taka lepa simetrija, 133 škatel in 331 postopkov. In je pa spet obseg teh map je zelo različen, ker nekateri stečaji so bili zelo zajetni in so oškodovali na tisoče upnikov, tako da so tudi posamezni stečaji obsegajo po več škatel. Nekateri so pa zelo tanke mape, v katerih je samo nekaj dokumentov, ki so se vmes ali izgubili, ali pa je bil postopek pač zelo kratek. In tukaj na fotografiji je tak značilen ovoj teh dokumentov. Tale je zanimiv zato, ker so pač reciklirali enega iz avstrijske dobe in samo prečrtali nemški napis in pač napisali v slovenščini. Skratka, vsekakor Arhiv Slovenije hrani najobsežnejšo tako dokumentacijo za slovenski prostor. Pokrajinski arhiv v Mariboru hrani tudi tam slabih, mislim, da 160 arhivskih stečajnih postopkov dokumentacijo, pri čemer se pa pri njih še nekoliko pozneje začne, nekako sredi Prve svetovne vojne so najstarejši spisi, pa do Druge svetovne vojne. Potem, ko sem v Zgodovinskem arhivu Celje prosil, da mi prinesejo vse, kar imajo o stečajih, so mi prinesli eno arhivsko škatlo s 5 spisi. Potem pa Koper, pokrajinski arhiv Koper tudi hrani pa še več spisov povezanih z stečaji, ki so pa iz medvojne dobe in torej iz časa fašizma in tudi praktično vse v italijanščini. Ampak na koncu sem sicer pregledal te materiale, ampak jih nisem vključil v dizertacijo. Je pa očitno, da jih noben ni pregledoval, ker te dni sem se vračal z rokami kot rudar, pa mislim, da sem skoraj prepričan, da so bili tudi dokumenti, ki so jih malo miši obgrizle. Sem mogel kar pospravljati mizo po teh obiskih arhiva. Torej, zdaj bi se rad malo posvetil razlogom za stečaj. Zakaj je šel nekdo v stečaj? In na videz je stvar jasna. Torej, nekdo se zadolži in ne more več odplačati dolgov in tudi vse njegovo celotno premoženje ne zadostuje več za odplačilo vseh dolgov. In v tem trenutku je dolžen ta posameznik prijaviti stečaj, tako je terjala zakonodaja. Zdaj pa, kaj točno je povzročilo to, da nekdo postane prezadolžen? In ločujemo lahko zunanje pa notranje vzroke za stečaje. Zunanje so pač gospodarske krize predvsem in iz tega izhajajoči problemi. Deflacija je tak značilen primer, torej inflacija omogoča širitev, razbohotenje gospodarstva, deflacija ga omejuje. In par primerov, kjer sem to nekako poskusil zaznati na podlagi statistike, je teh par kriz, ki sem jih naštel tukaj na prosojnici, torej ta slavna kriza najprej 1873, ko med svetovno razstavo na Dunaju propade Dunajska borza. In potem sledi praktično več kot 20 let trajajoče obdobje, ne ravno kriza, ampak neke depresije. In zdaj na Slovenskem, še danes ne vem čisto točno, kako bi to definiral, lahko na eni strani rečem, da je v odnosu na leto prej prišlo tega leta do 5-kratnega povečanja števila stečajev in zveni, da je bilo to res katastrofalno. Lahko pa ta podatek pove na drug način, pa rečem, da to pomeni, da smo prišli iz 3 stečajev na 15. Kar pa nekako ne zveni več tako zelo dramatično. In od teh 15 mislim, da tudi večina se je zgodila pred majem, ko je prišlo do tega zloma. Tako da ne moramo tukaj še govoriti o neki zelo globoki krizi, ki bi se res občutno pokazala. Torej, če bi narisal graf, pride do povečanja, to drži, ampak ne pa do silno dramatičnega, kot bi si mogoče mislili.
Potem med prvo svetovno vojno seveda tudi kriza zaradi izpada balkanskega tržišča, zaradi vojne, zaradi vseh možnih razlogov. Torej v stečajnih postopkih, ki potekajo med vojno, je veliko pritožb nad počasnim napredovanjem zaradi odsotnosti ali sodnika ali dolžnika, ker je nekdo bil uposlan na fronto. Tudi nekateri stečajni upravitelji so dejansko bili vpoklicani in so potem nekje na fronti reševali te zadeve v prostem času. To so tudi taka poročila ohranjena. Ali pa na drugi strani nas je tudi vsej enega primera se spomnim, da je pa en dolžnik, ga je še preden je pravzaprav šel v stečaj, je bil izgnan v Italijo in je potem tam mogel ostati do konca vojne in je potem šele, ko se je vrnil, je izvedel, da je praktično že 3 leta uradno v stečaju, kar se tiče ljubljanskega sodišča, in da pač nima ničesar več, da nima več te trgovine. No, potem pa še v 20 letih, sredi 20 let je ta deflacijska kriza, ki je pa v bistvu bolj posledica jugoslovanske finančne politike. Torej prva polovica 20 je nekako doba inflacije, torej dinar raste in se razbohoti gospodarstvo, potem se pa to skrči, gre trend v nasprotno smer in kot rečeno, deflacija pomeni omejevanje kapitala in je to povzročilo, da je veliko teh podjetij, ki so se razbohotila v tem času, recimo poceni denarja, da so propadla, ker so pač bila na nesolidnih temeljih zgrajena. In to se pa močno kaže, moram reči, v teh pregledih in mislim, da celo najhujše leto, pa zdaj ne vem, mogoče leto 26 ali pa 25, da je, kar se tiče enega leta, števila stečajev v enem letu, da je celo hujše kot ta velika gospodarska kriza. Da edinič, ko smo presegli 100 stečajev na leto, mislim, da je bilo med to deflacijsko krizo in ne med veliko gospodarsko krizo. Seveda pa vsi bolj poznamo to gospodarsko krizo iz 30 let, to propad newyorške borze in tako dalje, to poznamo, da ne grem pregloboko. In tukaj se pa seveda tudi kaže, da vsi ti problemi. Je pa za Jugoslavijo hecno, da se je najprej jim zdelo, da se bojo odlično izmazali, ravno ker so sprejeli leta 1929 ta novi stečajni zakon in ponovno to prisilno poravnavo. In je izgledalo, oziroma je dejansko bilo tako, da leta 1930, da je Jugoslavija bila menda celo edina država v Evropi, kjer se je zmanjšalo število stečajev v odnosu na leto 1929 in so potem časopisi že ponosno se tolkli po prsih, kako je jugoslovansko gospodarstvo močno in da kriza ni nič vplivala. Ampak seveda potem s tem zamikom je pa prišlo vse to nazaj in je potem bila Jugoslavija še kako prizadeta. In tukaj je primerov na desetine, ki bi jih lahko izbral. Tukaj sem 2 odlomka iz stečajnih spisov izbral, torej primer enega ljubljanskega trgovca Pavlina, ki je najprej sklenil prisilno poravnavo in bil prepričan, da mu uspe zadostiti vsem obvezam in je skrčil trgovino in osebje in tako dalje. Ampak, kot tam piše, kljub vsemu prizadevanju in skrajni štedljivosti, vendar nisem mogel svojih obveznosti popolnoma poravnati in okrivil seveda splošno krizo, ko ljudje vopče nimajo denarja, pa še veliko konkurenco. In pa še kot primer prizadetosti turističnega sektorja in hotelir iz Bleda, Majer, ki je tudi zagotovil, da ni prišel zaradi visokoletečih spekulacij, ampak samo kot žrtev prometnih in splošnih denarnih razmer. Torej, žrtev okolnosti, za katere mene ne zadene nobena krivda. Kar je sicer tipičen narativ, ki ga zasledimo, v dokumentih, ki jih pišejo dolžniki, vedno so zunanje okoliščine krive, nikoli niso oni sami krivi. Je pa seveda tudi notranji vzroke, torej nadaljujemo s to drugo skupino vzrokov za stečaje, da vendarle pa vseh stečajev ne moremo okriviti za gospodarske krize. Nekateri so pač
preprosto sami podjetniki delali napake oziroma posamezniki pri vodenju podjetij, ali so s premalo izkušnjami šli v gospodarski svet, ali premali zagonski kapital, ali so pa špekulirali in goljufali na takšen ali drugačen način in je potem pač temu sledil propad. In kot rečeno, dolga stoletja so Evropejci živeli v prepričanju, da so notranji vzroki edini, ki so dejanski vzroki za finančne polome, medtem ko teh zunanjih pa niso priznavali. Pa še na hiter tak pregled, torej kaj sem še iz računan teh statistik izvedel. Torej, kdo je šel najpogosteje v stečaj? In nekako ni presenetljivo, da so bili to predvsem trgovci, ki so prodali neko mešano blago, torej sklepam v glavnem taki manjši prodajalci, tako iz urbanih središč kot tudi iz podeželja, to je dokaj enakovredno razporejeno. Je pa zanimivo, da kmetje pa skoraj nikoli niso bili. Torej, to zveni presenetljivo, ker poznamo te zgodbe, da koliko slovenskih kmetij je propadlo v 19. stoletju, koliko so jih prodajali, koliko je bilo dražb. In vse to drži, ampak očitno ni šlo za stečajne postopke, ampak za druge, torej za likvidacije, za prisilne poravnave in tako dalje. Zdaj, zakon tukaj ni neke meje postavil, da kmet ne more v stečaj. To ni obstajalo, ampak očitno se je v praksi nekako definiralo zadeve na ta način, da je stečaj namenjen predvsem trgovcem. Ni to zakonsko omejitev, ampak praksa kaže, tako vse moje ugotovitve kažejo, da je šlo v to smer. Kar se spola tiče, sem naračunal, da je približno 1/10 dolžnikov bila žensk, torej včasih so bile lastnice raznih obratov, velikokrat se po imenu trgovine izkaže, da je šlo za hčerke ali vdove nekdanjih moških lastnikov, ampak so pa zastopane tudi one. In upniki so seveda ves čas imeli ene in iste želje in zahteve, in to je, da dobijo kar se da hitro, kar se da velik delež svojih terjatev. In z namenom, da bi zaščitili svoje interese, so ustanavljali upniška društva. In to se je začelo že za časa Avstro-Ogrske. Prvo je bilo seveda na Dunaju ustanovljeno, potem še v Budimpešti in Trstu. Poskušali so še v Zagrebu, pa jim ni uspelo. Potem v medvojnem času pa so uspešno to izpeljali v Zagrebu in je nastalo Jugoslavensko društvo za zaščito vjerovnika, torej Jugoslavensko združenje za zaščito upnikov. In potem leta 1925 pa še v Ljubljani nastane Društvo industrijcev in veletrgovcev, ki ga je vodil gospod na sliki, Stane Vidmar, industrijalec in, kot se vidi, telovadec. Sicer mlajši brat bolj znanih Josipa in Milana Vidmarja. In ta društva so v bistvu v njih so se združevali razni poslovneži, ljudje, ki so sklepali takšne in drugačne poslovne kupčije in ki so se že opekli ali se niso hoteli opeči s poslovnim sodelovanjem s kakšnimi osebami in podjetji, ki so šla v stečaj. In ta društva so potem jim nudila pravno pomoč in tudi so imeli take obsežne svoje arhive, v katerih so zbirali podatke o podjetjih in o tem, katera so vprašljiva, katera so na majavih nogah. In tako, da so se lahko posvetovali med sabo in učinkovito branili svoje interese. Kar se pravnega aspekta stečajev tiče, so lahko potekali pred sodišči prve stopnje, ki so bila bodisi deželna, torej kot piše, to so sodišča v deželnih glavnih mestih, kar je Ljubljana bila, oziroma pozneje okrožni, torej deželna sodišča so pozneje okrožna, in ta so bila za težje zadeve, medtem ko okrajna, torej na nižji stopnji sodišča pa so pokrivala manjše zadeve. Torej
in ena in druga so bila pristojna za stečajne postopke, tako da na Kranjskem je seveda najbolj bila Ljubljana zaposlena, ampak tudi Novo mesto in Kočevje in Kranj in Radovljica so imeli tudi precej dela. In ohranjena so imena številnih stečajnih sodnikov, ki pač zastopajo sodno oblast v teh postopkih, in se je izkazalo, da so očitno bili nekateri sodniki, ki so se precej specializirali za stečajne zadeve, ker je praktično v nekaterih obdobjih je samo en človek pristojen za te zadeve. In je celo v Ljubljani je bil en sodnik, mislim, da Anton Avsec, ki je malo da ne lastnoročno celotno veliko gospodarsko krizo, vse ljubljanske stečaje opravljal in jih je, mislim, da več kot 100 nabral v par letih. Tako da tukaj očitno šlo za neko profesionalizacijo. Na drugi strani so pa stečajni upravitelji, ki pa nekako vodijo postopek. Torej sodnik bolj kot ne nadzoruje, da zadeve tečejo v skladu s pravom, upravitelj je pa ta oseba, ki piše uradne dokumente, ki zbira prijave upnikov, ki določa naroke in tako dalje. In to so seveda v glavnem odvetniki in notarji. Zdaj, najdejo se tudi številna znana imena, tukaj sem jih par naštel, med njimi 4, mislim, da so bili ljubljanski župani, ta očaravnihar Kosta Puc. Tako da se lahko srečamo med temi arhivskimi spisi tudi nepričakovano z dokumenti, ki so jih napisali znani Slovenci, pa pač ti Tavčarjevi niso bili vključeni v njegova zbrana dela. Tako da ta aspekt njegovega delovanja še ni bil dobro analiziran. Torej, kako je tekel en standarden stečaj? Kot rečeno, ko je posameznik ali podjetje ugotovilo, da je prezadolžen, je bil dolžen to prijaviti na sodišče. Lahko je pa šlo tudi po tej liniji, da če je mu vztrajal, da je vse v redu, da so pa upniki napisali to prijavo na sodišče. In potem so v uradnem listu objavili en tipičen primer, konkurzni oklic, oziroma ime se je spreminjalo, ampak funkcija je ista. Torej, večkrat je bilo objavljeno to po 3-krat, ponavadi v uradnih listih, da so lahko upniki to zasledili. In so potem tukaj našteti bili datumi, torej kdaj se upniki prvič srečajo in do kdaj morajo prijaviti svoje terjatve pred sodiščem. In seveda, to je bilo stresno obdobje za dolžnika. Tukaj spodaj sem en citat izbral od odvetnika Konrada Voduška iz 1905, iz enega poljudnega spisa, ki je bil pravzaprav prvi poljudni zapis o stečajih na Slovenskem iz enega trgovskega časopisa. In je v bistvu tako hecno metaforo iz sveta glasbe predstavil, kako se uvede stečaj, da sprva se oglasi ta ali oni upnik in pošlje svojo tožbo v hišo, za njim se oglasi drugi in tretji, prav kakor pri vsaki uverturi. In za njim zabuči ves zbor in iz ene tožbe se izkokoma nabere cel kup. In potem eksekucije in se nabira, da reveža, ki obupuje in si ne ve pomagati svojimi do zadnjih vinarjev izpraznjenimi žepi, naposled debeli eksekucijski akti dolžnika zagrnejo in zaduši po njem je. In s tem trenutkom, ko je stečaj razglašen, praktično dolžnik nima več pravice razpolagati svojim premoženjem. In torej najprej se zbirajo te terjatve in vsak upnik je poslal na stečajnemu upravitelju tak dokument, v katerem je opisal, kdo je, v kakšnem odnosu je z dolžnikom in kaj terja, katero vsoto, katere predmete in pa še dokazila ali izpiske iz blagajniških knjig ali pač karkoli, neke dokaze. In potem se je upravitelj odločil, ali sprejema legitimnost te terjatve ali pa ne. Oziroma, kot so takrat rekli, ali prereka to terjatev, ali se strinja z njo ali se ne.
In potem je sledilo to, da so zaplenili celotno, tako rekoč, premoženje od dolžnika in ga popisali in ocenili, kakšna je približno njegova vrednost. In to moramo razumeti, da v tem času je to res bilo zelo totalno. Torej je dolžnik izgubil in premičnine in nepremičnine, hišo, stanovanje, trgovske prostore. To je vse postalo del stečajne mase. In je precej ohranjenih dokumentov, ko se prepirajo dolžniki s temi cenilci, da to pa ta predmet pa ni moj, ampak je od žene ali otroka ali izposojen ali kakorkoli. Ampak dejansko jim je na koncu res bilo dovoljeno, da jim ostane samo postelja, pa miza, pa par stolov, pa par oblek, pa kakšna posoda, pa pribor. Na to se je skrčilo premoženje potem, ko so pač popisali vse, kar je imel v lasti. No in potem so se morali odločiti skupaj stečajni upravitelj pa upniki, ali se bo zdaj to premoženje prodalo na javni dražbi ali pa enemu samemu ponudniku, torej en bloc so govorili v francoščini. In zdaj dražba je lahko prinesla več denarja, ampak je pa zahtevala več angažmaja, truda, organizacije. En bloc je pa pač en sam kupec prišel in ponudil povprečju tam okoli 70, največ 80% ocenjene skupne vrednosti celotne stečajne mase, kar je sicer manj od pričakovane vsote, ampak je pa takoj vse odnesel in se ni bilo treba ukvarjati s organizacijo dražbe. In pa so se pač odločili, kot so se, in to prodali, kot so vedeli in znali. In potem, ko je bilo to premoženje prelito v denar, je lahko izračunal upravitelj, koliko denarja zdaj pripada posameznemu upniku. Torej, upniki so bili razdeljeni po enih razredih, ampak da se ne spuščamo zdaj v to. Skratka, trudili so se, oziroma tak je bil zakon, da se enakomerno razporedi ta denar, ki je pač v stečajni masi, enakovredno med vse upnike. In to pomeni, da so vsi upniki dobili isti delež teh svojih terjatev. Ta delež se imenuje kvota in seveda višja, ko je kvota, bolje je. Torej, bolje je dobiti 70% svojih terjatev kot pa 15%. Ampak vedno je pa bilo seveda pogosteje, da so upniki dobivali 5%, 10, 15 do 20. 20 je bilo recimo še realistično, karkoli nad 20 pa že je zelo velika redkost. Potem, ko je bilo to izračunano, je upravitelj razposlal po nakaznicah ta denar. Upniki so potrdili, da so ga prejeli, in potem se je stečaj s tem končal. In dolžnik je lahko spet razpolagal s pač toliko premoženja, kolikor mu ga je ostalo, ampak vsej ni bil več v stečaju. Tukaj sem izbrojil nekaj primerov, pa samo, da jih na hitro predstavim. Torej, v teh spisih se kažejo res številne nenavadne zgodbe dolžnikov in upnikov. Torej, veliko teh dokumentov se v bistvu res samo ponavlja. In en in isti dokument sem prebral 100-krat, 200-krat, samo imena se spreminjajo, ampak so vmes taki dokumenti, ki pa kažejo to človeško plat te hladnega pravnega postopka. In tukaj je recimo par izbranih nenavadnih primerov. Torej, lahko se je zgodilo, da ta zgodba levo zgoraj, da se stečaj uvede nad napačno osebo. Tukaj je primer ene ljubljanske zdravnice, ki je prosila sodišče za uvedbo stečaja nad enim fotografom iz Ljubljane, Pogačnikom, ki njih ne bi poplačal nekih dolgov, in Pogačnik je potem v časopisu videl, da je šel v stečaj. In potem se je izkazalo, da se je zdravnica zmotila in da je proti nekemu drugemu Pogačniku, katerega žena se je pri njej zdravila in ni plačala. In skratka je pač nesporazum, ampak je zadeva tako daleč prišla, da je sodišče v Ljubljani potrdilo to, da gre ta napačni Pogačnik v stečaj.
in so šele potem korigirali in je šel ta pravi pogačnik v stečaj. No, potem to je tudi mogoče zanimivo, te trgovske knjige, in da bi pričakovali, da so to trgovci skrbeli in urejali za te zadeve in da so potem upravitelji imeli dokaj lahko delo, ampak ni bilo tako. In so mnogi upravitelji, to tako rekoč iz enega spisa v drugega se ponavljajo te pritožbe, da so skrajno malomarno in primitivno pisali to in da vlada v prav nezaslišani nered, pa to odkdaj in zakaj obstaja kakšen dolg, ali so zneski v goldinarjih ali kronah. Včasih so pa potem naknadno ugotovili, da sploh trgovec ni pismen in da so to njegovi pomočniki delali, ki pa tudi seveda niso razumeli ali pa so še goljufali po možnosti. Potem še en problem, ki tudi ni tako redek, kot bi si mislili, je izterjevanje teh dolgov, ki so pa ostali od dolžnikov, od tega prezadolženca v stečaju. Torej, nekaj je bilo še vedno marsikdaj mogoče iztržiti iz teh zaostalih dolgov. In je pa tudi upravitelj mogel vedeti, kdaj pa nehata, kdaj nima več smisla in kdaj tudi ti dolžniki enostavno nimajo več nobenega denarja. Tukaj je en primer, en upravitelj napisal, da dvomi, da bi ti dolžniki v tem stečaju storili, da bi pač plačali svoj dolg v doglednem času ali sploh kdaj. Ako bi začel nastopati proti tem dolžnikom s tožbami, sem prepričan, da bi bil uspeh negativen, ker so to revni rudarji, gozdni delavci in torej ljudje, katerih premoženjsko stanje se v doglednem času ne bi obrnilo na bolje. In v tem primeru je obstajala ta taktika, da so lahko v stečajno maso ponudili te dolgove, torej da je tretja oseba kupila možnost izterjave za neko simbolično vsoto in se potem ona ukvarjala s tem, da gre terjati te iste ljudi za te zneske. Potem pa še vprašanje upraviteljeve nagrade. Namreč to se je razumelo, da upravitelju za njegovo zahtevno delo pripada neka nagrada. Zakon pa zelo dolgo ni definiral, kakšna nagrada točno. In ta nagrada je šla iz stečajne mase, tako da tukaj so seveda bile hude bitke med upravitelji in med upniki. In upravitelj je hotel zase velikost pogače, upniki pa zase. In tukaj so bile zelo burne debate. In en upravitelj, Josip Oblak, je zelo vztrajno govoril o teh svojih stečajnih postopkih o neki Reichenberški tarifi, ki je bila seveda zelo njemu uprita. Ampak sem se zelo trudil in sem brskal po praktično vseh avstrijskih pravnih priročnikih in dokumentih in o stečajni zakonodaji, ampak nikjer nisem našel omembe te Reichenberške tarife. On je govoril, kot da je to nekaj samoumevnega, da to vsak pravnik pozna, ampak enostavno ni mi jasno, kje je našel to tarifo. In je pa bil še tudi, tukaj omenjamo v stečaju glavne posojilnice, ki bom pozneje omenil kot eden največjih stečajnih postopkov na Slovenskem in je tako dolgo trajal, da že na koncu smo, mislim, da 15-16 let, je že ti zadnji dokumenti je že tak nek fanatizem, je napisal, da smatra ta stečaj kot svojo življenjsko nalogo, ki mi je bila dodeljena od usode, da to dokonča zadeva. In skratka, ta pogoltnost upraviteljev, odvetnikov, to je nekaj, kar se ves čas ponavlja v dokumentaciji in sem pa tudi kakšen prezadolženec pritegnil, tudi tale trgovec iz Kranja Majdiča je napisal en dokument o stroških, kot jih zahteva upravitelj, so tako ogromni, da bi moral jaz zaradi teh stroškov zopet napovedati konkurs. Zdaj pa še zadnji del, torej percepcija stečajev. Zdaj videli smo, kako je to izgledalo v teoriji in praksi, zdaj pa kako je pa slovenska družba gledala na stečaje. Nič novega ne povemo, če ponovimo to, da je to negativno javno mnenje, ki je zaznamovalo celo Evropo, da je prisotno tudi
na Slovenskem. Precej je zapisal in v časopisju in v memoristiki in drugod, da se obsoja to. V dobrem primeru nesposobnost, v slabem primeru goljufivost dolžnikov, tako da te ljudi je spremljala res močna stigma. Tukaj skoraj ni bilo pardona, ni bilo razumevanja in praktično se zadeva ni spremenila v tem obravnavanem času in Avstro-Ogrska in v medvojni dobi je bilo gledanje na zadolžence skrajno kritično. Zdaj, za nekega povprečnega človeka, no, da ga ni tangiral nek stečaj, da ga lahko opazoval, da se je pač zgodil v njegovem domačem kraju, je očitno do neke mere bil taka atrakcija. To je ta igralec Anton Cerar Danilo je napisal spomine že v medvojni dobi, ampak se je spominjal svojega otroštva, tam konec 60. let 19. stoletja in je naštel tukaj v tem odlomku, da par takih ekscesnih dogodkov v Ljubljani, ena usmrtitev na Ljubljanskem gradu, pa samomor, pa nesrečna smrt in pa na koncu pa še omenja prvi konkurs v Ljubljani, sklepam potem, ko so novi zakon uvedli, pri Plavi kugli na Mestnem trgu in da smo hodili gledati štempelje, s katerimi so bila vrata zapečatena kakor skala pri Božjem grobu v cerkvi svetega Jakoba. Skratka, to se mi zdi pomenljivo, da je uvrstilo to poleg samomorov in drugih takih incidentov, ampak piše, to so bile senzacije za Ljubljano ob takih prilikah in se vse trlo po mestu, kakor pri šenklavških procesijah. In očitno so bili ljudje radovedni, so hodili gledati ta zaprta vrata, zapečatena in je to bil tak dogodek v mestu Gogija. Nekaj, kar je pritegovalo zanimanje, če pač nisi bil vpleten v stečaju. No, pa je še to, slovensko časopisje je polno teh člankov, ki ocenjujejo stečaje glede na to, komu se je zgodil, torej kakšno je nacionalno in politično poreklo tistega, ki je šel v stečaj. In tukaj je veliko privoščljivosti. Torej, če je nemška firma v Mariboru šla v stečaj, v času Avstro-Ogrske je slovenski tisk to veselo zagrabil in slavil to kot veliko zmago proti nemškemu gospodarstvu in obratno, in isto se je dogajalo tudi med slovenskimi liberalci in konzervativci. Torej, če je šla kakšna firma, v kateri so imeli liberalci močen vpliv, je to v časopisu Slovenec bilo zelo obširno opisano in vse napake naštete in poudarjeno, da so liberalci tako ali drugače nepošteni in da zdaj to samo prihaja na plano in tako dalje. In to so potem cele polemike in diskusije okoli teh večjih polomov. To je značilnost in Avstro-Ogrske in medvojne dobe, te polemike in ocenjevanje stečajev glede na to. Medtem ko se je pa zgodil v domačem političnem ali nacionalnem taboru kakšen stečaj, to je pa precej tišje obravnavano in z več razumevanja in ali pa potisnjeno ob stran ali pa v smislu, če naj bi bil konzervativen trgovec, pa je potem v Slovencu, saj smo vedeli, da on je tak liberalec bil skrivoma. Tako da je to nepriznavanje krivde je zelo močno bilo. Zdaj, če kje lahko najdemo kakršnokoli stopnjo razumevanja do te stiske dolžnikov, je pa to leposlovje. Obstaja več takih kratkih zgodb, ki se vrtijo okoli stečajev in posledic za družine, za družinske člane, torej onkraj tega, kar je zakon predvidel, da se kaznujejo. In tudi Zofka Kveder je napisala eno kratko zgodbo, naslov je Kratko in jasno konkurs, o enem mladem paru, ki se po poroki odpre svojo trgovino, ampak se ne gre promet tako, kot bi si želela in se dolgovi naberejo in je potem propade. In potem nevesto pride iskat oče in jo odpelje in razočaran, da je mož ni znal preskrbeti. In se potem konča s tem odlomkom
obstal je namreč soprog na ulici pred zaprto trgovino, jutri bo razprodaja, sneli bodo tablo razvrat, prodali vse, tudi blagajno, kjer je sedela ona in odkoder so ga sledile njene sladke oči. Vse se je porušilo, vsa sreča, vse je propadlo, vsi načrti, vsi sni, vsi upi. Zdaj pa za konec še par na kratko, da orišem par afer, ki so pa res odmevale v časopisju in so take atraktivne zgodbe, ki jih je mogoče precej dobro rekonstruirati, zahvaljujoč in ohranjenim dokumentom in tudi časopisju. Zdaj, prva taka afera je Terezija Aristoteles, torej prvo veliko stečajno afero na Kranjskem sproži ženska, soproga enega lesnega trgovca iz Trsta, ki se je začela skrivoma zadolževati in potem padla v vrtinec vse večjih posojil, ki si jih je izposojala pri mreži mešetark. To je cel tak neuradna mreža, predvsem žensk, ki so bile posrednice med posojilodajalci in posojilojemalci za seveda tudi svoj delež pogače. In to so bile take za oderuške obresti. In Aristoteles se je ujela v to mrežo in je potem nabrala par tisoč goldinarjev visok dolg v 2 letih in začela še ponarejati menice in marsikaj in je tako končala pred sodiščem skupaj s to prvo mešetarko, s katero naj bi sodelovali in je tudi mogla za 2 leti v zapor. In to je bila senzacija za tisti čas, torej govorimo še 70. leta 19. stoletja in je iz teh časopisnih člankov, ki so poročali o tem, veje to nerazumevanje, kako je ženska lahko to naredila. Tako da na nek način je ta Terezija Aristoteles postavila neke nove mejnike v zgodovini, v ženski zgodovini na Kranjskem. Potem imamo Kranjsko eskontno družbo in Jožefa Zenarija, ki je bila dokaj ugledna banka v Ljubljani. Zenarij je bil po rodu iz Trsta, bančnik in ravnatelj te družbe, ki so ga menda Slovenci lepo sprejeli in so ga vsi vabili v salone in vključili v slovensko ljubljansko elito. Potem se je pa izkazalo, da obstaja en velik primanjkljaj v tej eskontni družbi in da je Zenarij pač poneveril, ker menda zdaj to je zelo veliko vsota, ampak tako pišejo 100.000 goldinarjev. In ko ga je prišla policija iskati in ga pospremila na sedež banke, da razloži kaj in kako, jih je tam na stopnišču prehitel in izvlekel pištolo in se ustrelil. Tako da to je primer, ki sicer niso tako zelo pogosti, ampak primer samomora zaradi finančnih goljufij. In je zadeva spet odmevala in so se seveda vsi obrnili proti temu Zenariju, da je izkoristil in slovenski kapital in prijaznost in pohlevnost in da je pač jim tako poplačal. In potem, da menda ga sploh nihče ni hotel pokopati, da je tam na žalah par tednov ležal, dokler se ga ni nekdo usmilil, pa dal teh par goldinarjev, da so ga pokopali. Potem tik pred Prvo svetovno vojno sta ta dva zelo odmevna primera, Agromerkur in Glavna posojilnica, ki je tudi glavna posojilnica tukaj na Risbi. To sta bili 2 zadrugi, ki ju je liberalna stranka ustanovila. Agromerkur je bil projekt od tega bolj konzervativnega dela, torej starih liberalcev, Glavna posojilnica pa od mladih. In oboje se je končalo nesrečno in ker sta bili obe dve zelo ambiciozni, sta obe dve imeli po tisoče oškodovancev, tako da to sta bila zelo obsežna in za liberalno stranko zelo negativna stečaja, ki sta seveda ves čas bila v središču pozornosti konzervativnega tiska. In sta tudi trajala, mislim, da po 15-16 let oba dva, ker je bilo toliko oškodovancev in se je zato zadeva vlekla še globoko v kraljevino SHS. Pa v 20 letih imamo pa 2 Antona. Najprej Pesek, ki je bil doma sicer iz Štajerske, ampak je naredil kariero v Ljubljani in ukvarjal se je z marsičem, tudi časopisni založnik in tiskar in
še marsikaj. No, in je prišel na idejo, da ko mu je začel zmanjkovati denarja, da je najboljši način, da dobi denar, da ga posodi samemu sebi. In je potem enega za drugim ustanovil 3 finančne zavode z imeni, kot so Jugoslovanska hranilnica, pa Ljubljanska posojilnica. In je potem prežal na predvsem neizobražene in meščane in kmete in jim obljubljal, da če varčujejo pri njem, da bodo to najboljše obresti, kar se jih nudi v Ljubljani, in ponujajo delovna mesta v zameno za njihovo hranilno knjižico in tako dalje. Ampak skratka, eden za drugim so se ti njegovi zavodi sesuli in manj pridobljen denar je pa potem res samo sebi posojal in svoji družini. Tako da je par milijonov dinarjev izginilo in je tudi mogel na sodišče, je bil zaprt v preiskovalnem zaporu. Ampak je očitno imel tako odlično obrambo od Henrika Tume, da je dobil nizko zaporno kazen, ki je pa že odslužil v tem preiskovalnem zaporu in je lahko odkorakal potem na prostost. In je še kar nekaj časa živel, zdaj zadnje, kar sem izbrskal o njem, je, da je potem šel v Zagreb in je tam spet začel z nekimi časopisi in potem spet izginil. Anton Kajfež je pa iz Kočevja bil in on je pa imel to veliko misijo v življenju, da slovenizira Kočevje. Torej, on je bil veliki nasprotnik Kočevarjev in po letu 1918 je postavil za nalogo, da za vekoma izbriše kakršenkoli gospodarski in politični vpliv nemštva v Kočevju. In je imel svoje veliko podjetje z veliko področji delovanja. In potem je vzpostavil hranilnico in banko in druga podjetja. In vse je seveda ostalo znotraj družine in prijateljev in bratrancev, sestričen in zetov in tako dalje. Tako da je ta slovenska gospodarska elita v Kočevju bila v celoti odvisna od njega. In potem je seveda podjetje se zadolžilo, on ni spremljal dobro situacijo in je propadlo. In je skupaj z njim je celoten ta projekt slovenskega Kočevja propadal in so spet Kočevarji prevladali. Tako da Kajfež je bil, vsaj koliko sem raziskoval, predvsem sam kriv za ta polom, ampak je na nek način razumljivo, je bilo bolj udobno, da so se strinjali tako Kočevarji kot tudi Slovenci, da so Kočevarji bili krivi. Zdaj pa malce preizkušam vašo potrpežljivost, ampak zdaj pa res zaključujem. Torej, nekako povedal sem že, kar sem nameraval povedati. Bi pa zaključil torej ne z nekimi silnimi sintezami ali modrimi ugotovitvami, ampak preprosto s tem, da je s to ugotovitvijo, da je bilo mizerno biti v stečaju ali biti kakorkoli povezan s stečajem. Torej, danes je situacija vseeno malce boljša, ampak izbral sem tukaj 2 citata, ki kažeta na eni strani, kaj so mogli dolžniki, ki niso po svoji krivdi končali v stečaju, kakšna je bila to zanje izkušnja, in na drugi strani, kakšna je bila izkušnja upnikov, ki so čakali, da nekega dne dobijo ta svoja sredstva nazaj. In iz tega levega citata je ena Minka Horvat, ki je bila modistka v Ljubljani, in njen stečajni sodnik je bil Alojz Gradnik, ki ga poznamo iz slovenistike, ampak se je preživljal pač kot sodnik. In je napisala ta odlomek, ki je ostal z mano in sem ga tudi izbral za naslov tega predavanja. Bojim se še večjih surovosti, kot mi jih je ta gospod kot uradna oseba v obraz vrgel. Bojim se, da me bode drugič dejansko napadel. Glede prošnje odstavitve konkurznega komisarja dr. Gradnika imam gotovo tehtne vzroke, ker mi je, ko sem informacije glede konkurza iskala, odgovoril: ali hočete, da vas do nazega slečemo? Katere besede gotovo niso v skladu višjega državnega funkcionarja. Na drugi strani imamo pa enega na pol anonimnega rudarja, ki je delal v Združenih državah, Alojzija Rojška,
ki je pa bil eden od teh preomenjenih tisočih oškodovancev v stečaju glavne posojilnice in je pisal sodišču: Jaz, podpisani Alojzij Rojšek, sem čital, da je glavna posojilnica v Ljubljani prepadla. 12 let sem se mučil po teh rudokopih v Ameriki in sem šparil v glavna posojilnica pošiljal za stare dni. Tu sem vse svoje moči pustil. Šparal sem tako, da se nisem kozarec piva privoščil, ali zdaj bi bil pa ob vse. Meni se mora vse plačati, ven do vinarja. Pa malo zgubi ta zagon, ne, pa je bolj defetističen v nadaljevanju pisma. Meni je tako hudo, da se noč in dan jokam. Pomagajte mi, slavni cesarsko-kraljevi deželne sodnije, gospodje, da ne bi izgubil. Bog in mati Božja, varuj izgube, potem mi ni drugega ne kaže, kako sam sebi življenje vzeti. Skratka, to so bile težke stiske, ne, to sem želel povedati. No, in pri tem Rojšku je mogoče tudi en drobec, ki je tudi zelo ostal z mano na daljši rok iz vseh teh arhivskih spisov, ki sem jih pregledal in v arhivu Slovenije in v drugih slovenskih arhivih. Namreč je na koncu enega pisma je pripisal, ne, po datumu: tu vam priložim moja slika. In potem res je dodal enemu od teh pisem, ki jih je potem še precej pisal, ne, je res dodal svojo fotografijo. In to je edina fotografija vseh teh in tukajšnjih 300 škatlah in še ostalih 200, ki sem jih pregledal, edina fotografija človeka, da lahko pogledaš človeku, ki je bil oškodovan od enega stečaja v oči. Torej, ta Rojšek se je do te mere individualiziral, da je poslal to fotografijo sodišču, očitno, da poskusi tudi na ta čustven način vplivati na nje, ampak je tukaj unikatna priložnost, da sem se jaz, pa zdaj še vi, da vidite edinega iz tega morja arhivskih dokumentov, da pogledamo v oči človeku, ki je bil oškodovan od vseh teh stečajev. In s to fotografijo bi tudi zaključil in hvala še enkrat za vaše potrpljenje. Hvala za prav zanimivo predavanje. Bili smo dolgo časa. Zdaj je priložnost, da lahko še kaj vprašate. Če je ostalo še kaj neizgovorjenega, še kakšno vprašanje se porodilo. Res ne vidim. Mene pa zanima vaš občutek s tem, glede na to, da stečaji so še smer, izvržbe so. Torej, kakšna je vrednost od arhivskega gradiva, torej gradiva stečaja? Mislim, to so dragoceni dokumenti. To je, kot rečeno, veliko je teh repeticij, nekih množično natisnjenih obrazcev, ki se sami imena spreminjajo, ki mogoče niso toliko povedni, ampak je pomemben fond. Mislim, vsekakor ni samo za gospodarsko zgodovino zanimiv. Se da marsikaj drugega, kar sem poskusil tudi tukaj nakazati, iz njih dobiti. Je pa resno, to sem pa razbral, da očitno marsikaj pa izginilo, je toliko precej lukenj in tudi en članek, ki sem ga prebral med študiranjem literature, je v prvi opombi navedeno, da temelji na fondu, pa zdaj ne vem točno, v tem arhivu ali v Valu, ki je bil že odvržen na smetišču, pa ga je po naključju našel en arhivist in prinesel nazaj. Tako da očitno je, da so bila obdobja, ko so smatrali, da je to irelevantno, nekaj, kar ne bo nikomu več koristilo in je tudi marsikaj očitno odšlo. Ampak mislim, da je pač tema, ki jo poznamo še danes, nažalost, in je dobro poznati tudi pretekle prakse in lastnosti teh postopkov včasih. Tako da smatram, da je to vsekakor koristen material in da ga je treba hraniti in da lahko koristi marsikatemu raziskovalcu, ker je
z veliko perspektiv je možno dostopati do teh fondov. Ali lahko že vprašanje? A tisti gospod iz Amerike potem drugo vprašanje? Ne, to je ta glavna posojilnica in mislim, da se je to klavrno konča, da govorimo o 1-2% kvote. Tako da ni najbolj srečna zgodba. Je pa mislim, da je 12 tam nekje pisem ohranjenih, je zelo vztrajno dopisoval na sodišče in malo se pritoževal, malo zahteval. Mislim, da enkrat je tudi napisal nekaj v smislu, da mi se bomo uprli in revolucija vzdignili. Tako da je tak netipičen upnik, bom rekel, se je res prizadeval za svoje pravice, pa še to iz Amerike, ampak mislim, da tukaj ni najbolj srečnega konca. No. Ne morem končati na ta način. Zdaj bo vprašala glede stečajnih sodnikov, stečajnih upraviteljev, ko še imamo vprašanje, kdo jih imenuje oziroma kako se pripravijo zadeve samim sodnikom, oziroma je potrebno kakšna dodatna izobrazba, kaj je. Za sodnike nisem čisto prepričan. Mislim, da je šlo do neke mere, kot sem tega Antona Avšca omenil, da se je nekako specializiral za te zadeve. Ne, da po mojem je to neka interna delitev znotraj sodišč, da so si razdelili glede na tematike. Za upravitelje pa je šlo očitno po tem seznamu, kdo je pač prišel na vrsto, ne, je bil abecedni seznam, ne, in potem tisti, ki je bil prvi še nezaseden in je se nek nov stečajni postopek sprožen, ta je potem dobil nalogo, da to sprovede. In sem pa, kaj so tudi to nekateri dokumenti ohranjeni, da so se upirali, da ne odgovarja, da je daleč od Ljubljane, da nisem mogel do Grosuplja peljati vsak dan, pa je preveč oddaljeno. Ampak načeloma tle ni bilo posluha. Če niso resno zboleli ali kaj takega, so bili dolžni sprejeti to nalogo in opraviti. A ste mogoče kaj zasledili v spisih, v teh stečajih? Kaj so stečajni upravitelji, torej kam so dali gradivo, ki se je nanašali na to družbo, ki je šla v stečaj? Marsikaj je ohranjeno znotraj teh stečajnih spisov. Je pa precej naključno. Nekateri so vse to lepo znotraj zapakirali, posebne fascikle in je lepo urejeno, da se vidi točno, kaj je bila ta dokumentacija, ki so jo oni prejeli. Spet druge je pa precej to pomešano med sabo. Nisem nekega vzorca prepoznal. Včasih je ohranjeno zelo natančno in urejeno, včasih pa se vidi, da manjka vmes neki papirji, dokumentacija. Tako da mislim, da je tukaj marsikaj odvisno od redoljubnosti posameznega upravitelja, kako je pristopil k temu. Ampak torej to je del v bistvu stečajnega postopka, torej dokumentacija družbe, ki je šla v stečaj, je del stečajnega postopka ostala. Delno bi vse rekel, ali pa vse neki izpiski, ti bistveni elementi. Ni prav zdaj, da bi cel nek fond ene firme bil v tem spisu, ampak se vidi, da so neki izpiski pa povzetki iz trgovskih knjig, pa ti bistveni preračuni številke, da sem imel na razpolago. Mene pa zanima, a ste pri tem šli gledati tudi kakšne gospodarske fonde, pa iskali recimo teh največjih, če ste kaj našli, imate gospodarski fondi v zvezi z družbami, ki so želi pokazati, Na začetku sem se malo lotil tega, ampak potem sem ugotovil, da bi preveč raziskaval, če bi se še temu posvečal. Nekaj časa sem kombiniral raziskavo v arhivu Slovenije z zgodovinskim arhivom Ljubljana, ki ima pa tudi veliko ta trgovski register, pa te zadeve, dokumentacijo. Pa bi se dalo fino kombinirati.
Ampak sem potem ugotovil, da na tem nivoju, kot sem jaz opravil raziskavo, da hočem pokriti vse stečaje od začetka Avstro-Ogrske do druge svetovne vojne, da nimam časa in prostora, da se z individualnimi podjetji ukvarjam, razen teh par študij primerov, res odmevnih. Ampak ja, praktično malo da ne vsako poglavje, ki sem ga napisal, bi z več časa in več študija lahko še razširil. Ja. To pa ne dvomim. Ko so pa cenilci popisali premoženje, kot so dali to vrednost? Ja, to je bilo spet stvar debat. Cenilci so po neki svoji presoji to delali. Marsikdo pa ni bil zadovoljen, upniki, da so prenizko, ali pa da so potem prodali za prenizke vsote. Mislim, da je bila to stvar individualne presoje, da so enostavno cenilci bili specializirani profesionalci, ki naj bi vedeli, kaj je koliko vredno in tudi spremljali tendence, in če je pač trenutek padel čas gospodarske krize, da so znižali ustrezno, da bi lahko to prodali. Tako da se je pričakovalo, da so to taki strokovnjaki, ampak je pa seveda to tak zelo kontroverzen del stečajnega postopka, tako da so nenehno pritožbe na njihovo delo in na previsoko, prenizko cenitev je pa neprestano. Sedaj je tudi kaj zanimivo, pisano položenju. Pa mislim, ti dokumenti so spet specifični, to je koristno za kakšne socialne študije, ki je skoraj vse popisano praktično, kar so imeli v stanovanjih. Pa ja, mislim, je to kakšne te bolj od, recimo temu, bogataških prezadolžencev so zanimive, pa mislim, so bili tudi kakšni ljudje, sicer to bolj v Mariborskem arhivu, ampak so bili ljudje, ki so živeli v gradovih, graščaki, so imeli umetniške zbirke in so kar taki razkošni opisi, pa umetniške zbirke, pa kapela, pa oltarji, pa ne vem kaj. Je pa rešlo do takih podrobnosti, da na parih popisih sem zasledil, da še neke cesarske zastave, ki je imel nekdo za dekoracijo, habsburški patriot, ali kaj, da je to tudi šlo v stečajno maso. To se pa nam zdaj spomnim. A ste mogoče v Mariborskem arhivu naleteli na firmo Papirši? Možno. Dobro, to je zgodba. Ker so zelo grbo naredili stečaj. A to je v medvojnem času? Ne, to je bilo stečaj leta 27. Možno, da je. Poznam to stvar, da je moj oče. Ne razumem. Možno, ta mariborski... Naredili tako, ne? Zaplenili hišo in isti dan, ko so morali izseliti na mesto. Ne. To so hude zgodbe, to malo umanjka iz teh dokumentov, ampak je... Blok je bil samo, ker je z posodinom, en obrok je malo kasnil, ker ni dobro še ni plačil. Naslednji dan pa je bil rok, da se je vse. Ja, mislim, še danes je stečaj zelo neprijetna zadeva, ampak to včasih je pa res radikalno in to sem poskusil pokazati. Če ni več vprašanj, hvala za obisk vsem. Lepo povabljeni, da se udeležite tudi našega naslednjega predavanja, ki bo 19. marca. Predavala bo mlada raziskovalka na Inštitutu za novejšo zgodovino Nina Ošep, in sicer o vprašanjih povezanih z družino, dedovanjem in poročnimi strategijami v Zgornji Savinjski dolini
od druge polovice 18. do konca 19. stoletja. Hvala za obisk in nasvidenje. Hvala.